Zdaj pa se bomo naučili še nizozemsko kito. Ta je podobna kot francoska, torej je pletena kita po glavi, le da jo pletemo v drugo smer kot francosko. Nizozemska kita se plete tako, če naredimo samo tukaj spodaj. Torej, ko začnemo plesti kito, ne začnemo, da damo desnega čez sredinskega, ampak damo desni šop pod sredinski šopek. To pomeni, da z levo roko primemo levi šopek, damo palec leve roke pod sredinski šopek tukaj vmes in primemo desni šopek s palcem in kazalcem in ga potegnemo spodaj. Tako. In enako nadaljujemo z levim. To pomeni, desna roka spodaj da palec in primemo levi šopek, tako, in ga potegnemo spodaj. In nadaljujemo tako. Palec spodaj, prime desni šopek in potegne spodaj. Palec spodaj, prime levi šopek in ga potegne čez. Tako. Tako. In v bistvu videti je podobno, le da jo pletemo v drugo smer. Razlika se vidi šele, ko tako kito pletemo po glavi. Torej, začetek je enak kot pri francoski kiti. Naredimo obroček s prečko zgoraj, da ločimo zgornje lase od spodnjih. To pomeni tukaj, nekje pri širini oči. Takole žagamo, 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 da prideta palca skupaj. Potem pa ločimo spodnje lase od zgornjih, tako da nastane lepa prečka. Tako, zdaj si lahko spodnje lase spet spremo s špangico. Tako. Počešemo zgornje lase, da so urejeni, da ni kita že na začetku štrleča. Tako, zdaj pa začnemo enako kot pri francoski kiti. Razdelimo lase na 3 dele. To že znamo, a ne, z 2 prstoma od spodaj. Tako. Zdaj pa začnemo plesti, in sicer, tako kot sem rekla, levi palec gre pod sredinski čopek in s kazalcem leve roke primemo desni čopek. Tako, in nadaljujemo. Desni palec gre pod sredinski čopek in prime levi čopek in ga potegne spodaj. Tako, in zdaj pri desnem čopku, kjer nadaljujemo, primemo ta desni čopek, odpnemo špangico spodnjih las, tako, da so prosti, in spet vzamemo celo dolžino teh las, takole, in jih primemo tukaj s palcem in kazalcem, kjer držimo ta desni čopek. Tako. Smo spet previdni, da ločujemo lase od drugih. In ga potegnemo spodaj. Enako naredimo zdaj z desno roko, palec gre spodaj in prime levi čopek. Tako. Pri tej drži moramo biti previdni, torej pozorni na to, da ta pramen las, torej ta desni čop, držimo tukaj z mezincem ob roko zelo močno, da potem, ko gremo tukaj s palcem pod sredinskega, da v bistvu sredinski čopek držimo s palcem in s tem desnim čopkom hkrati, da nam ne uide. Ja, to pomeni, da moramo ta desni čopek močno držati z desno roko.